V Podčetrtku proslavili 70 let kmetijske zadruge Šmarje. Branko Kidrič napovedal kandidaturo za 7. mandat na čelo občine Rogaška Slatina. Na celjski tržnici pester izbor jesenskih pridelkov. V košarkarskem državnem prvenstvu zmagi za Hopse in Rogaško ter poraza za Šentjurčane in Laščane. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, lepo pozdravljeni. Kmetijska zadruga Šmarje je na slavnostni akademiji v športni dvorani Podčetrtek proslavila 70 let kmetijske zadruge ter 30 let hiše vin Emino. Šmarska zadruga sodi med večje slovenske zadruge, saj trenutno združuje okrog 500 članov. Kmetijska zadruga Šmarje je bila ustanovljena leta 1948. Od leta 1990 naprej pa deluje v obliki, kot jo poznamo še danes. Zadruga ima bolj konzervativen model poslovanja, ampak kljub temu se je vedno uspela prilagoditi potrebam svojih članov in ostalih kupcev, tako da danes lahko ocenjujemo, da je v slovenskem prostoru ena izmed uspešnih kmetijskih zadrug. Mislim, da smo v vseh teh časih uspeli dobiti zadrugo, da smo se znali ujeti in če rečem zadrugo kot tako, ki jo kmetje potrebujemo in ki lahko nam, kmetom, zagotavlja tisto, kar od nje pričakujemo. Kmetijska zadruga Šmarje letno odkupi okrog 3000 glav živine, 13 milijonov litrov mleka, 460 ton grozdja in proda več kot 200 000 litrov vina. Po velikosti za leto 2017 po kriteriju poslovnih prihodkov spadamo med 12 največjih zadrug v Sloveniji. Naši prihodki v lanskem letu so bili 17,5 milijonov, letos upamo, da se bomo približali oziroma da bomo prešli 18 milijonov. Po številu članov pa prav tako sodimo med večje kmetijske zadruge, saj je naše članstvo, kljub temu, da je nekoliko upadlo, kar je posledica naravnih dogodkov in razmer v kmetijstvu, še vedno 500 članov. Zadruga je usmerjena v odkup govedi, mleka in grozdja ter v prodajo vina. Poleg tega ima močno razvito tudi trgovinsko in gostinsko dejavnost. Je druga pomembna dejavnost kmetijska trgovina. Imamo tudi živilske trgovine, v nekaterih od teh se trudimo ponujati pridelke iz lokalnega in domačega okolja. Moram omeniti, da naša pomembna dejavnost je tudi gostinstvo, po kateri smo tudi zelo prepoznavni v lokalnem okolju. Imamo namreč 3 restauracije, eno v Šmarju, eno v Kozjem in pa v hiši vin Emino tudi restauracijo. Zadnjih 5 mandatov je predsednik zadruge Stanko Javornik, ki izpostavlja pomen zadruge za kmete iz Obsotelja in Kozjanskega. Smo veliki in mali kmetje. Danes smo priča, da nekateri zelo rastejo, ampak ni res, mislim, da je prostor za vse in tudi tiste male, ki znajo z neko inovativnostjo najti svojo nišo in to recimo moramo ponuditi in ponujamo tudi mi, naša zadruga. Ne, nismo zadruga zgolj velikih, ampak smo zadruga vseh ljudi, ki želijo z nami sodelovati. V prihodnosti je glavni cilj zadruge stabilno poslovanje ter izpeljava nekaterih večjih naložb. Ja, naš glavni in najpomembnejši načrt je pravzaprav v prihodnosti zagotavljanje stabilnega poslovanja in zagotavljanje konkurenčnih pogojev našim članom. Pa tudi sicer konkurenčnih pogojev tako na nabavni strani za tisto, kar od njih kupujemo in za tisto, kar njim prodajamo. Seveda ne gre pa, če hočemo biti vse to, kar smo rekli, torej konkurenčni, ne gre brez investicij. Omenili smo investicijo v vinsko klet, kjer je pač najprej pred nami, se že dogaja in se bo v naslednjih 2 letih tudi dokončala. Sicer pa tudi razmišljamo in pripravljamo projekte za obnovo restauracije, za generalno prenovo restauracije v Šmarju pri Jelšah, ki je tudi precej velik zalogaj. Potem pa sledijo še obnove nekaterih trgovin, ki so tega najbolj potrebne.
Praznovanja ob 70. obletnici se je udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter številni župani Kozjanskega in Obsotelja. Med aktualnimi župani z Celjskega, ki se bodo na jesenskih volitvah potegovali za nov mandat, je tudi župan občine Rogaška Slatina, magister Branko Kidrič. Danes je napovedal kandidaturo za že svoj 7. mandat, pri tem pa ga podpirajo slatinski občinski odbori strank Desus, SLS, SDS, NSI in SMC ter nestrankarska lista Toneta Plevčaka. Branko Kidrič je župan Rogaške Slatine že 24 let. V tem času je bilo narejenega veliko dela, pravi, a če želi Rogaška Slatina kot občina napredovati in ponuditi občankam in občanom, pa tudi turistom in obiskovalcem še več, mora napredovati in biti v nekaterih projektih drznejša kot do zdaj. Zato ima dosedanji župan, ki se v bitko za nov županski stolček podaja o podpori občinskih odborov 5 strank in ene nestrankarske liste, pripravljen plan, ki zajema kar 40 ključnih točk, ki se dotikajo 4 glavnih področij. Program je po mojem mnenju celo najbolj obsežen, najbolj ambiciozen, da ne rečem tudi najbolj atraktiven od vseh dosedanjih mandatov. Torej, to je moja ocena, to utemeljujem pa z konkretnimi projekti oziroma tudi vsebinami. Ocenjujem tudi, da je ta program izvedljiv, kar pomeni, da je preverjen tako po vsebinski kot tudi po finančni plati. Seveda se pri vseh projektih danes ne vidi konec, ker ga ni možno videti, vendar pa izvedljiv imamo v mislih predvsem z tega vidika, da so na nek način nagledana finančna sredstva za realizacijo tega programa. Omenjeni program je ocenjen na približno 16 milijonov evrov. Proračun občine znaša približno 10 milijonov evrov na leto. Iz njega bi lahko vsako leto črpali 1,5 milijona evrov, v 4 letih bi to zneslo 6 milijonov evrov. Ostalih 10 bi pridobili iz drugih finančnih virov. Program je uresničljiv, izvedljiv, če uspemo v prihodnjih 4 letih pridobiti 10 milijonov evrov dodatnih proračunskih sredstev. Torej, že s tem sem vam, mislim, da dovolj povedal, da je to velik izziv, tudi velika obveznost in še več, tudi največja odgovornost za realizacijo programa. Ponovno kandidaturo je zastavil na osnovi uspešno realiziranega programa v zadnjem mandatu, no v letošnjem volilnem programu za naslednjega pa je izpostavil predvsem 4 področja. Torej, na področju cestne in komunalne infrastrukture je skupaj od 40 22 projektov, 6 je večjih. Drugo področje je turizem in promocija, kjer je 7 projektov. Drugi in tretji pa po mojem mnenju pomeni neke vrste novodobno Rogaško Slatino. Torej, mi z posegi ne želimo in tudi ne moremo posegati v ožje zdraviliško mestno jedro, ki je, kot vemo, tudi spomeniško zaščiteno, tako da tukaj želimo tudi v prihodnje, da se odvija zdraviliški zdravstveni turizem. Menimo pa, ali pa menim, če sem zdaj v vlogi kandidata, da Rogaška Slatina ne more še 100 let prodajati samo donata MG in zdravstvenih storitev, pa istočasno tarnat, ni gostov, ni več nočitev in tako dalje. No in zato je torej predlog že večkrat slišanega projekta na razgledni stolp Kristal, ki bi ga združili z izgradnjo nadhoda iz promenade preko najbolj obremenjene ceste in tudi železniško progo na Tržaški hrib, torej na novo lokacijo razglednega stolpa. Ostali 2 področji pa sta razvoj družbenih dejavnosti in podpora gospodarskim dejavnostim. To pa je le nekaj izmed točk volilnega programa. Podrobneje jih bo predstavljal na volilni kampanji. Zastavil sem kampanjo v tej smeri, da želim skozi čas, ki prihaja, predstaviti ta program, kjer se le da v največji možni meri tudi občanom, zato je predvidenih kar 10 srečanj na različnih lokacijah po občini.
z občani, želim program predstaviti, predvsem pa želim na teh srečanjih pridobiti mnenja tudi drugih, svoja oziroma njihova razmišljanja, kajti na osnovi tovrstnih komentarjev, predlogov želim tudi ta program torej nadgraditi. Torej, to je osnova, seveda pa je predvideno, da tudi v prihodnje skušamo, kot sem dejal, z različnimi mnenji priti do še boljših rešitev. Na celjski mestni tržnici je živahno tudi v teh jesenskih dneh. Zlasti ob sobotah je pestra ponudba jesenskih pridelkov, pred 1. novembrom pa tudi aranžmajev za grobove. Z našo kamero smo tržnico obiskali v soboto dopoldan. Celjska tržnica je ob sobotah polna, tako ponudnikov kot kupcev. Ponudba se sicer prilagaja letnemu času, kupci pa, kot pravijo prodajalci, si marsikdaj le ogledujejo izbrane pridelke. Imam kostanje, čajoto, potem imam bučnice, jabolke, česen, čebulo, krompir, čaje. Kolikor je veliko ljudi, bi mogli biti boljši kšeft, pa ni ne vem kak fajn, ne? Ljudi bolj gledajo. Letošnja letina je bila sicer dobra, je prav zaradi tega prodaja na tržnici nekoliko manjša kot v preteklosti, izvemo. Letos je bilo rekorden pridelek in slaba prodaja s tem, pa še toča je bila, tako da je veliko za predelavo, zato smo tudi sušili pa sok delali. Spravimo, koliko se da, za 2-3 leta nazaj. Še vedno so aktualne gobe. Sezona je bila koliko to kar v redu, povpraševanje tudi kar v redu, tako da je bila letina kar dobro zalivala, tako da je bilo kar. Jurčke, lisičke, marele, štoroke, pa še ostale to nekaj. Jesenskega vzdušja pa ni brez pečenega kostanja. Tega na celjski tržnici ponujajo že od začetka meseca. Mi delamo največ z italijanskimi maronimi delamo, domači je bil bolj tak slab, nismo veliko delali z njim. Smo pa končno tako zadovoljni z delom. Delamo cel dan, dela je dost, priprava, prodaja, čistiti, urediti. Delo imamo dost, ker z ženo smo tukaj, kak dolgo bomo, ne vemo. Sicer pa tržnico marsikdo pogosto izkoristi tudi za druženje s prijatelji. Vsak dan pridemo pogledati, če je kaj dobrega za pisker. Ker jaz sem v domu, pa zalutamo malo sem, da je krajši dan. Pred prazniki pa je na tržnici opaziti tudi precejšno ponudbo nagrobnih aranžmajev. Košarkarji v prvi slovenski ligi so odigrali tekme 3. kroga. Neporažena ostaja ekipa Rogaške, ki je za 2 točki zmagala v Šenčurju. Do prve zmage so prišli Hopsi, ki so pred domačimi gledalci visoko odpravili Domžalčane. Laščani so v Kopru doživeli drugi poraz, v nedeljski tekmi pa so Šentjurčani v Hruševcu morali priznati premoč državnim prvakom iz Ljubljane in tako ostajajo pri 1 zmagi. Na nedeljski večer je Olimpija prišla v Šentjur ranjena, saj je le dan prej po podaljšku izgubila s Cibono. Obe ekipi sta bili do sredine prve četrtine 5-krat poravnani, potem pa so bolje nadaljevali gostje, ki so odlično zadevali z vseh položajev. Do polčasa so Ljubljančani dosegli kar 59 točk, tako da je solidnih 46 šentjurskih pomenilo precejšen zaostanek. V tretji četrtini se je zdelo, da je tekma že odločena, saj je tako na začetku kot na koncu tega obdobja gostujoča zasedba vodila za 19. V tem delu tekme je pri gostih zablestel Laščan Miha Lapornik, ki je zadel 3 trojke zapored. Da tekme še zdaleč ni konec, je v začetku zadnjega kvartala nakazal domači igralec Jernej Ledl, ki je z 2 trojkama Šentjur približal na 76-83. Nažalost domačih ljubiteljev košarke, ki so lepo napolnili hruševske tribune, so imeli gostje venomer pripravljen odgovor v obliki koša. Domači so se v nadaljevanju še 2-krat približali na 7 točk, a zmaga Olimpije ni bila ogrožena. Najbolj učinkovit igralec tekme je bil Davor Konjevič, ki je za Šentjurčane prispeval 26 točk.
Prvi polčas smo odigrali premehko za ekipo kot je Olimpija in prejeli odločno preveč točk. A kako je utakmica odicala kraju, malo smo digli V drugem delu smo bili bolj čvrsti in se približali na 7. dobro pogađala u drugom polovremenu i tu smo prišli na nekih... Vseeno pa so gostje nadaljevali z izvrstno strelsko predstavo. Ali objektivno mislim da je Olimpija kontrolirala kroz cijelu tekmu. Objektivno so bili nocoj boljši in jim čestitam za zmago. Tole ni bila tako enostavna tekma za nas, glede na to, da smo imeli še včeraj eno težko tekmo. Imeli smo tudi nekaj težav s poškodbami. Ne nazadnje se tudi Radulović, ki je prvi polčas odlično odigral, poškodoval in drugim polčasu ni mogel igrati. Mislim, da smo praktično celo tekmo srečani kontrolirali. Imeli sicer tudi nekaj težav v skoku, ravno zaradi teh osebnih napak in pa odsotnosti Radulovića, ampak mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. V soboto bodo Šentjurčani gostovali v Domžalah. Prav tako v soboto bo Rogaška gostovala pri Iliriji, Zlatorog pa bo v prvi domači tekmi to sezono gostil Šenčurjane. Jutri zjutraj bo dež v srednjih in vzhodnih krajih ponehal, delno se bo zjasnilo. Na zahodu bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem. Meja sneženja se bo na območju Julijskih Alp spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo do večera oslabel. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne na severozahodu države okoli 9, drugod od 12 do 18 stopinj Celzija. V sredo bo deloma jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. V četrtek bo v zahodni Sloveniji spet začelo deževati, padavine se bodo popoldne širile proti vzhodu. Prijeten preostanek ponedeljkovega večera vam želimo, bodite tudi v naši družbi. Nasvidenje.